ko smo ukinili mejni nadzor, smo začeli govoriti, zdaj pa meje ni več. Ta misel je plemenita, je lepa, ampak je tudi idealistična. Dobar dan, guten tag, hvala, dankeschön. Ne vem, če bi ravno sama sebe poimenovala ekspertinja, ampak sem zelo hvaležna za ta prekrasen uvod. Spoštovane gospe in gospodje, sehr geehrte Damen und Herren, ekscelence, dragi prijatelji, liebe Freunde. Vesela sem, da sem danes tu, vesela, da vidim vse te prekrasne znane obraze, s katerimi se velikokrat srečujemo na številnih pomembnih konstruktivnih dogodkih in tudi jaz, tako kot vsi moji predhodniki, absolutno navdušena nad tem, da vidim v dvorani toliko mladih ljudi. Jaz se vam res zahvaljujem, da ste prišli sem in jaz upam, da vas ne bomo na smrt zdolgočasili in da ne boste rekli, da naslednje leto ni govora, da pridete ponovno. Se veselim tudi vaših prispevkov v nadaljevanju. Veselila sem se te konference že lani, ampak so mi potem prihod v zadnjem trenutku preprečile institucionalne obveznosti povezane z odpravljanjem posledic katastrofalnih poplav v Sloveniji. Vprašanje narodnih skupnosti in dvojezičnosti kot gospodarskega dejavnika, kar je naslov te konference, je del širšega vprašanja o pomenu dvojezičnosti, dvokulturnosti ali večkulturnosti nasploh za razvoj evropskih regij. To pa je del še širšega vprašanja o razvojnem potencialu evropskih obmejnih območij, kar je omenil že dr. Karl Hren. Glede na to, da z nekaj manjšimi izjemami živijo v obmejnih območjih in sta spet z nekaj izjemami njihov jezik in kultura, hvala lepa, dankeschön, jezik in kultura soseda, je potencial evropskih obmejnih območij hkrati tudi potencial evropskih narodnostnih manjšin. Pred nekaj dnevi mi je en izkušen madžarski politik in diplomat rekel, v Evropi nikoli ni bilo in ni mogoče narisati meje, ne da bi pri tem ustvarili vsaj eno manjšino, najverjetneje več. Tega ni ravno lepo slišati, ampak če pomislimo na ta naš evropski mozaik, je verjetno res. Meje vedno in v vsakem primeru zarežejo vsakdanjo resničnost človeškega življenja in sobivanja, ki nikoli ni tako preprosto, da bi lahko sledilo neki črki na papirju. Ko je Slovenija vstopila v šengensko območje, še prej, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, so nekateri začeli govoriti oziroma ponavljati ta stavek, no, zdaj pa meje ni več. Torej, ko smo ukinili mejni nadzor, smo začeli govoriti, zdaj pa meje ni več. Ta misel je plemenita, je lepa, ampak je tudi idealistična. In idealizem, kot vemo, kaj kmalu trči v trdo resničnost. Pomislimo samo na COVID meje, na tisto strašno nekajletno obdobje, ko se naš svet dobesedno obrnil na glavo. Pomislimo na sedanje izredno zahtevne varnostne razmere, ki poganjajo ponovno uvajanje nadzora na šengenskih mejah. Ali če smo malo bolj regionalni, spomnimo se na poplave. Danes tudi ni težko misliti na poplave, na žalost, ob tem vremenu. Ko smo videli izjemne izraze solidarnosti med sosednjimi državami, ampak tudi izjemno neumne birokratske zaplete, ki so to solidarnost ovirale. Kar hočem povedati je, da meje so med ozemlji, na papirju, v prostoru, med različnimi notranjimi pravnimi redi in ljudje, ki se premikajo po Evropi ali ljudje, ki kot vi, kot mi, živijo in delajo ob teh mejah, med njimi tudi koroški Slovenci, nasploh Slovenci v zamejstvu in po svetu, to še kako dobro vedo, da meje so in občutijo to na svoji koži dan za dnem. In ker meje so in ker je misel, da bodo jutri izginile, žal utopična, čeprav jaz rada verjamem, da vendarle nekoč bodo izginile, je tako pomembno razumeti, graditi in negovati načelo čezmejnosti. Ko razmišljamo čezmejno,
razumemo, da meje niso samo delilne črte, torej da ne le ločujejo, temveč da so meje tudi šivi Evrope, se pravi točke pretoka, srečanja in izmenjave. Ko razmišljamo čezmejno, dojamemo, da, ne vem, urbanistično načrtovanje, urejanje vodotokov, skrb za kakovost zraka in še bi lahko naštevala, niso izzivi, ki se lahko ustavijo pri črti na papirju. Tudi gospodarski razvoj. Ko razmišljamo čezmejno, se zavemo, da moramo neprestano iskati rešitve, kako pod to z vseh strani raztrgano in ponovno skupaj zašito pisano odejo, ki ji rečemo Evropa, živeti niti ne kljub mejam, ampak z njimi. Danes bi rada govorila o 3 velikih čezmejnih idejah in o praktičnih rešitvah, ki iz teh idej izhajajo, o priložnostih, ki jih prinašajo narodnim manjšinam, pa tudi, kar je seveda tema letošnje konference, o pomenu narodnih manjšin in njihovih pripadnikov za razvoj, obstoj in napredek teh idej in dejavnosti. Prva je Evropska združenja za teritorialno sodelovanje. Ta izjemni pravni mehanizem, evropski pravni mehanizem, ki je namenjen lažjemu regionalnemu sodelovanju, ni nov. Nekatere države članice so ga sprejele z večjim, druge z manjšim navdušenjem. Dejansko pa danes v Evropski uniji deluje nekaj manj kot 100 evropskih združenj za teritorialno sodelovanje, skoraj vsa so čezmejna. 3 najbolj znani podvigi evropskih združenj za teritorialno sodelovanje po celi celini so prvič, skupna izgradnja in upravljanje čezmejne bolnišnice v Sredani na špansko-francoski meji. Izjemna stvar, bolnišnica, v katero na podlagi svojega javnega zdravstvenega zavarovanja enakovredno hodijo in dobivajo storitve državljani Španije, Francije in Andore. To je v bistvu birokratska in javna upravna nočna mora, ki pa so jo prav preko tega mehanizma v bistvu te 3 države uspele nekako obvladati in bolnišnica uspešno deluje. Drugič, izgradnja in upravljanje prvega čezmejnega poslovnega centra v mestu Herzogenrath na nemško-nizozemski meji. Eurode oziroma Eurod se reče temu Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje. Oni so zgradili poslovno stavbo, ki stoji dobesedno na meji med tema 2 državama, na ta način, da v bistvu državna meja prečka avlo stavbe. Mi smo se z 80 podjetji ima sedež v bistvu iz obeh držav. V teh pisarnah delajo skupaj, tu teče ena izmenjava, eno sodelovanje. Mi smo se z njimi pogovarjali, samo tako ena anekdota, ravno v COVID času in so rekli, ja, tudi mi smo morali spoštovati COVID mejo, ne. Največja težava je bila, da smo imeli nemška, moška stranišča v Nemčiji, ženska pa na Nizozemskem, ne. Je bilo treba najti eno praktično rešitev. In tretjič, bom malo predrzna, mogoče polna samohvale, ampak se mi zdi pomembno, prva čezmejna evropska prestolnica kulture bo 2025 v s Celovcem pobratenih mestih Nova Gorica in Gorica. Kandidatura za ta prestižni evropski naziv je bila uspešna zgolj in samo zato, ker je Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje nudilo skupno organizacijsko in finančno platformo. To je zelo pomembna stvar. Če bi mi delali vsak zase, se ne bi uspeli dogovoriti niti o tem, kje bomo tiskali prijavno knjigo, kako bomo promovirali svoje dejavnosti, kako bomo organizirali dogodke, kako bomo plačali sodelavce. In ko govorimo o platformi, govorimo o trajni platformi, torej o povezani skupini ljudi iz obeh držav, ki so dnevno delali, dihali se, borili skupaj. Ne kot je običajno in veliko bolj pogosto le za en projekt, za eno prireditev, ne le v prostem času, ampak trajno in profesionalno. Pripadniki narodnostne manjšine, torej pripadniki Slovencev v Italiji v tem konkretnem primeru,
so bili ključni za to, da je to Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje sploh nastalo, zato ker so bili temelj, na katerem se je gradilo zaupanje in na katerem se je gradila komunikacija. Še danes so Slovenci v Italiji bistven del ekipe združenja, tudi zato, ker so dvojezični, ne? In dvojezičnost je v takem sodelovanju bistvenega pomena. Združenje, ki je do sedaj, po mojih ocenah, v regijo pripeljalo vsaj 100 milijonov evrov razvojnih sredstev in je to v bistvu komaj začetek. To je mogoče eno tako sporočilo tudi za dijakinje in dijake. Čisto iz praktičnega vidika je dvojezičnost v bistvu res lahko izjemna karierna in razvojna priložnost, razvojna v smislu osebnega razvoja in napredka. Tukaj zelo dobro poznate v tej dvorani zgodbo o uspehu Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Geopark Karavanke, v katerega so vključene lokalne skupnosti iz obeh strani slovensko-avstrijske meje. Poleg tega pa imamo še nekaj takih zgodb, za katere upamo, da bodo uspešne v prihodnje. Kolikor vem, nastaja EZTS v Gornji Radgoni, nastaja EZTS na Krasu, Kras-Karso, imamo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje Muraba, ki povezuje Pomurje in Porabje na madžarsko-slovenski meji. In ena taka ideja, ki je nastala ob obisku našega ministra Mateja Arčona v Kanalski dolini, in jaz upam res, da bo zaživela, ker je izjemno lepa ideja, da bi ustanovili v Kanalski dolini Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje med 3 državami, torej Slovenijo, Avstrijo in Italijo, in da bi skozi to obliko lokalnega in regionalnega sodelovanja poiskali možnost za razvoj tega prekrasnega kota naših 3 držav, ki je mogoče malo odmaknjen, ampak ki ima v tem trenutku izjemen potencial za turistični in siceršnji razvoj. Izziv za države, članice Evropske unije in za skupni evropski pravni okvir je, kako olajšati delovanje teh združenj. Mi imamo zakonodajo, ki je ta združenja ustanovila, to so v bistvu pravne osebe, ki imajo sedež v eni ali pa v drugi državi, in število težav, s katerimi se srečujejo posamezniki, ki tu delajo, je res velikansko. Ko ti v bistvu trčiš v to, da vendarle še vedno je Evropska unija zveza nacionalnih držav, vsaka nacionalna država ima svoj notranji pravni red, ta se začne in konča pri državni meji in to velikokrat ustvarja izjemno smešne, ampak tudi izjemno zapletene situacije. Pobuda o obsežni uredbi, ki bi urejala to področje, je bila v prejšnjem sklicu Evropskega parlamenta že precej daleč v proceduri, v bistvu v javni razpravi, in upam, da bo tudi ta sklic Evropskega parlamenta to delo nadaljeval. V Republiki Sloveniji pa smo si ravno na našem uradu zadali nalogo, da čezmejno sodelovanje in vlogo Evropskih združenj za teritorialno sodelovanje uredimo v naši nacionalni zakonodaji in na tem res zelo intenzivno delamo. Med drugim, to lahko pomeni tudi, da bomo premostili to oviro, ki je smešna, pa bom kar tako direktna, da recimo Geopark Karavanke sredstev iz slovenskega nacionalnega proračuna zaradi pomanjkanja pravne podlage ne more prejemati. Druga velika ideja je čezmejno gospodarsko sodelovanje. Seveda je zasebna gospodarska pobuda nekaj, kar je po svoji naravi globalno. Ampak zato, da gospodarstveniki lahko dihajo in se premikajo, morajo upravljavci javnega interesa širiti prostor in dodajati zrak. V preteklem letu so se gospodarske organizacije vseh 4 zamejstev ob sodelovanju našega urada in Ministrstva za gospodarstvo povezale v zamejsko gospodarsko koordinacijo. Sad te povezave bodo 4 programi gospodarskih spodbud za vsa 4 območja v obdobju 2025-2028. Gre res za povezavo slovenskih gospodarskih in poslovnih subjektov, ki pa zaradi tega elementa narodnostne in jezikovne pripadnosti niti slučajno ni izključevalna. V
v bistvu je tu jezikovna in narodnostna pripadnost samo točka združevanja. V bistvu ta povezovanja so nasprotno od izključevalnih, podpirajo sposobnosti naše krasne evropske regije, da s pretokom znanja in gospodarskih pobud poveča svojo konkurenčnost in poviša svojo dodano vrednost. Pomemben del teh povezav je po mojem mnenju tudi to, da nas spomnijo na pomen sodelovanja na regionalni ravni. Jaz ne vem, tisti, ki ste malo starejši, se verjetno spomnite, da recimo 20, 30, v bistvu še 10 let nazaj, ko smo govorili o evropskem povezovanju, evropski koheziji, smo veliko govorili o pomenu evropskih regij, še posebej obmejnih regij, še posebej čezmejnih regij, in se mi zdi, da v zadnjih letih, da je ta vidik nekoliko utonil v pozabo, čeprav v našem prostoru, če samo pomislimo recimo na to prelomno, bi rekla, pionirsko vlogo Zveze Alpe-Jadran, ki je bila pravzaprav na nek način znanilec in predhodnica povezovanja v tem prostoru. Dobro bi bilo, da se v prihodnosti vloga sodelovanja med obmejnimi regijami ponovno okrepi. To se mi zdi, da bi bilo izjemnega pomena. Tretja velika ideja in moja zadnja tema danes so programi Interreg. O tem, kako vitalnega pomena so Interreg programi za evropsko povezovanje, za spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja, za narodnostne skupnosti, niti ne bom govorila, ker mislim, da se tega vsi še predobro zavedamo. V letu 2025 bo v Novi Gorici in Gorici, Evropski prestolnici kulture, letno Interreg srečanje, tako imenovani Annual Interreg Meeting, na katerem pričakujemo vsaj 300, mogoče tudi 400 predstavnikov Interreg programov iz cele Evrope. V tem je nekaj poetičnega in upam, da bodo zaključki srečanja pomemben del dediščine oziroma zapuščine prihajajoče Evropske prestolnice kulture. Srečanje namreč prihaja v času, ko se začenja proces odločanja o tem, koliko bo Interregu Evropska unija namenila v naslednjem programskem obdobju, torej po letu 2029. Glede na težke, sploh varnostne, globalne izzive, obstaja resna skrb pred poskusi zmanjševanja obsega in finančne teže teh programov in jaz iskreno upam, da se to ne bo zgodilo in da bo tudi zgodba obeh Goric, ki so uspele tudi prav s pomočjo številnih Interreg projektov premagati sovražnost, napetosti, konflikte in ustvariti neko novo sožitje za prihodnost, navdihnila odločevalce, da se bodo obrnili v nekoliko drugačno smer. Morda se nam včasih zdi, in s tem zaključujem, da je ta Babilon jezikov, kultur in zgodovinskih izkušenj, po katerem se moramo premikati, strašansko breme. Vsi imate to izkušnjo, verjetno tudi mladi dijakinje in dijaki, ko pride kakšen severnoameričan v Evropo ali pa ko ga srečate kje drugje in mu začnete malo razlagati vse te države, da vam reče, kaj ste nori vi Evropejci, pa kaj vam je to treba. Ampak jaz mislim, vse je res, da se gremo včasih tudi na živce, ampak mislim, da je v tem, da se gremo na živce, tudi veliko ljubezni. Kulturna raznolikost je največja primerjalna prednost Evrope. Naš edini branik trajnega miru in sreče. Ohranimo jo skupaj, gemeinsam, skupno. Dankeschön, hvala.